Pozdravljeni zdaj na novinarski konferenci po Evropskem prvenstvu v Lizboni, kjer smo dobili 3 slovenske medalje. Tina Trstenjak je postala evropska prvakinja v kategoriji do 63 kg, Kaja Kajzer je osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 57 kg in Andreja Leški bronasto kolajno v kategoriji do 63 kg. Za Tino je to 3. naslov evropske prvakinje, za Kajo in za Andrejo pa sta to prvi kolajni na članskih evropskih prvenstvih. Tako da bomo najprej dali besedo evropski prvakinji Tini Trstenjak, da pove malo svoje občutke zdaj, ko je že par dni od tega naslova minilo, kakšni so občutki zdaj po 3. naslovu evropske prvakinje. Izvoli. Ja, počutim se v redu, v bistvu nič kaj drugače. Drugače sem pa zelo zadovoljna, 3. evropska prvakinja, prva v Sloveniji. Drugače pa gledam naprej, ta tekma ni bil moj cilj, sem pa seveda zelo zadovoljna in vesela tega rezultata. Hvala. Kaja, tvoja prva kolajna na evropskih članskih prvenstvih in to je srebrna. Kako zdaj podoživljaš to in tudi kako gledaš zdaj na finale, recimo, ko si že malo prespala in tudi to borbo dala čez? V bistvu ne vem, ne počutim se nič drugače kot prej. Ta tekma mi je bila, ne vem, imam občutek, da je bila ena izmed ostalih tekem, da ni bila nič kaj bolj posebna. Tudi zdaj potem se ni nič spremenil. Na finalno borbo, ne vem, pač mogoče nisem bila tako zbrana v finalu. Ne vem, kaj naj še povem. Pač nič ni kaj drugače, tako. Pričakovala sem, da ko bom dobila medaljo ali na evropskem, svetovnem, olimpijskih, karkoli, da bo nekaj tako wow, da bo nekaj drugače, ampak občutki so isti, kot da je pač neka navadna tekma. Hvala. Andreja, bronasta kolajna, v Pragi ti je ta za las ušla. Kaj je bilo zdaj drugače, kako gledaš zdaj na celo v bistvu sobotno tekmo? Res je, ja, v Pragi sem bila blizu. Zdaj je bilo mogoče to, da pol več časa, ko ne dosežeš nekaj, kar si želiš, bolj se nabira ta želja. Tako da zdaj že dolgo med kadeti in mladinci sem dosegala medalje na takih tekmah redno. In med člani me je zdaj že kar malo jezilo, da se nekako nisem mogla dokazati, kljub vsem medaljam na vseh ostalih tekmah, ki, tako kot je rekla Kaja, ne, konkurenca je pač podobna, tekme razen njihovega naziva so si med seboj tako rekoč enake. Gre se samo za to, da je pač evropsko prvenstvo na papirju malo več vredno. Tudi javnost in vsi ostali, ki spremljajo, vidijo to kot en res poseben dogodek, tako da jaz sem pač sam vesela, da sem se vpisala na listo prejemnikov kolajne na evropskem članskem prvenstvu. Hvala. Zdaj bomo pa še pogledali malo za naprej. Tina, pred nami je še v bistvu Kazan, svetovno prvenstvo in olimpijske igre. Že veš slučajno, če se mogoče imaš namen karkoli od tega udeležiti, oziroma kakšne priprave bojo v bistvu še do olimpijskih iger, katere tekme ali pa še ostale mednarodne ali druge priprave? V bistvu ne vem nič, nismo še s trenerjem govorila o tem. Tudi za priprave ne vem, da bomo se doma pripravljali, mogoče tudi kaj v tujini, ampak večinoma doma. Kje pa, kdaj pa, kaj pa težko rečem. Pred olimpijskimi igrami na zadnjih si že bila, ampak zdaj glede na situacijo v svetu s koronavirusom in s tem, a je kaj težje si pripravljati na te olimpijske, glede na to, da dejansko ni možnosti toliko trenirati in se pripravljati tudi v tujini in drugje, sploh pa tudi tekmovanje bilo manj, ne? In na podlagi tega tudi je težje videti, kaj nasprotnice v bistvu pripravljajo. Ja, tekmovanje manj, ampak tudi pred Riom se jaz nisem vseh tekmovanj udeleževala. Priprav je bilo več v tujini pred Riom, kot jih je zdaj, ampak na koncu prav za olimpijado smo se tudi doma pripravljali, tako da ne vem zdaj, če bo kaj posebej drugače. Hvala. Kaja, tvoji cilji in načrti za prihodnja 2 meseca do olimpijskih iger?
Ja, zdaj na ta Grand Slam v Kazan ne grem zaradi gležnja, drugače bi mogla iti. Na svetovno je plan, da vseeno grem. Zdaj priprave pa ne vem še točno, nekaj se je govorilo, da bi se na Rogli pripravljali, kaj več pa tudi samo ne vem. Hvala. Andreja, zdaj za tebe verjetno olimpijske igre ne pridejo v poštev, pride pa Kazan in svetovno prvenstvo. Imaš karkoli od tega namen in pol še tudi za nadaljevanje sezone po olimpijskih igrah? Ja, res je. Če bom šla v Tokio, bo to mogoče kot sparing. Če ne pa Kazan gremo, vize se že urejajo. Za svetovno tudi, če bo vse po planih, če bomo vsi zdravi in celi. Za po olimpijskih pa težko rečem, bomo videli nekaj pauze, nekaj odmora si bomo sigurno vsi vzeli, malo daljšega kot ponavadi. Tako da bomo videli, kaj se bomo pol odločili skupaj. Ok, hvala. Zdaj pa bomo dali še besedo Francu Očku, generalnemu sekretarju Judo zveze Slovenije, da tudi malo pove o tem evropskem prvenstvu in glede na to, da je na tem evropskem prvenstvu Judo zveza oziroma predstavnice Judo zveze Slovenije osvojile 3 kolajne. Lani se je niz teh kolajn po 18 letih sicer prekinil. Nažalost, zdaj lahko rečemo, lahko iščemo krivce na različnih področjih. Eno od tega je koronavirus. Zaradi priprav in vsega je bilo manj priprav, manj tekmovanj vsega in se je pač tudi na formi in druge poznalo. Zdaj pa, Franc, prosim za malo opis tega evropskega prvenstva in tudi, kaj še do olimpijskih iger se bo naredilo. Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Še enkrat čestitke vsem puncam za medalje, ki smo jih osvojili po enoletni pauzi, ko ste dejali, da smo kar 18 let zaporedoma osvajali medalje, da smo že nekako razvadili našo občinstvo in pa publiko, ki nas podpira, da smo pač nosilci medalj iz teh velikih tekmovanj. Lansko leto nam to žal pač malo spodletelo, letos so pa punce vrnili ta sloves nazaj in seveda smo vsi veseli, da se je tako dobro končalo in izplen je bil več kot od pričakovanj, ko smo pač odpotovali na prvenstvo. Sigurno je velik hendikep za vse nas, še posebej za male države, da v tem času koronavirusa, da nimamo toliko možnosti sparinga, kot imajo nekatere večje države, ki pač lahko doma pokrijejo dober trening in si pa še koga povabijo v svojo sredino. In tu smo malo hendikepirani, poskušamo pač z vsemi mogočimi vezami in pa poznanstvi in pa bi rekel s temi prijateljskimi klubi povezati naše ekipe, da lahko naše tekmovalke, da lahko pridejo na treninge v neke sredine. Je pa težko, tako da mislim, da bomo do olimpijske igre morali malo stvari improvizirati, ampak vseeno vidi se, da se tudi s tem da narediti marsikaj in smo tudi dokazali na tem prvenstvu, da smo zraven v igri. Tako, najlepša hvala. Zdaj pa, če še ima kdo od medijev za ta prvi del kakšno vprašanje za vse 3 punce, da lahko vse 3 odgovorijo zdaj naenkrat. Če ne pa pol, bomo se preselili v preostale 3 sobe, kjer in tem lahko delate intervjuje 1 na 1 po želji, kar boste hoteli iz ene v drugo sobo skačete in naredite. Tudi tam se bo vse snemalo, tako da boste tudi te posnetke lahko vse dobili. Mogoče vprašanje za vse 3, kako ste z zdravjem po taki tekmi, vemo za Kajo, da je imela hujšo poškodbo oziroma videlo se je, da je hujša. Kako so ostale 2 z zdravjem v tem trenutku? Taka velika tekmovanja prinesejo posledice poškodbe? Meni se pozna, da sem že malo stara in sem bolj utrujena, drugače sem pa v redu, brez posebnih poškodb. Jaz sem tudi v redu. Po taki tekmi sigurno rabiš kakšen dan, da si malo odpočiješ, da se muskelfiber malo
da se razbremeni, ker napor pač je večji, ne, kot tudi na treningih, tudi če tam dajemo vse od sebe, ampak to smo tudi že navajeni, tako da nič posebnega, no, na srečo brez kakšnekoli poškodbe. Kaja, boš še ti povedala glede noge? Kak je? V bistvu kaj posebnega, točnega se še ne ve točno, ampak ni glih šloh poškodba, no, tako. Hvala. Še kako drugo vprašanje od kogarkoli? Ok, če ne, pa bomo zdaj hvala vam tukaj za ta uradni del.